Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Danes je z nami profesorica Katarina Katja Mihelič, tema pa obremenjenost na delovnem mestu. Dober dan. Dober dan in hvala za vabilo. Sodobno delovno okolje je pogosto povezano z veliko obremenjenostjo, ki lahko pusti tudi dolgoročne posledice. Kaj vse so razlogi za to? Zdaj, če začneva s statističnimi podatki, v Evropski uniji naj bi kar do 44% zaposlenih poročalo o tem, da imajo preveč dela. 20% zaposlenih se redno, torej na dnevni ravni sooča z visokim časovnim pritiskom. V Sloveniji pa podatki kažejo, da 41% vprašanih pravi, da so preobremenjeni z delom. Zdaj, to, kar sem naštela, so delovne zahteve. In delovne zahteve nam vzamejo čas, energijo, kognitivni napor in vodijo v utrujenost, izčrpanost. Zdaj, v naši raziskavi so nas pa zanimale naloge, za katere zaposleni menijo, da niso oni tisti, ki bi jih morali opraviti in se jim zato zdijo nepravične. Nas je zanimalo, ali tudi takšne naloge povzročajo neko čustveno izčrpanost v posamezniku. In izkazalo se je, da ja. Zakaj? Zato, ker ko zaposleni dobi takšne naloge, za katere meni, da bi jih moral opraviti nekdo drug, pohitri svoje upravljanje dela, torej poveča hitrost in posledično je tudi bolj izčrpan. Zdaj, fenomen povečane hitrosti dela oziroma delovne intenzifikacije ni nekaj novega. Če zdaj pa pogledamo napredek, ki smo mu priča v umetni inteligenci, pa lahko pričakujemo, da bo ta fenomen v prihodnje dobil samo še pospešek. Kaj lahko zaposleni v takem primeru stori sam za zmanjšanje obremenjenosti? Ja, to je dobro vprašanje, zato ker lahko izhajamo iz lastnega občutka in smo proaktivni. Zdaj, ena stvar, ki jo dejansko lahko naredimo, je, da se najprej vprašamo, ali takrat, ko zaznamo pri sebi padec energije, smo ravno tako vestni, kot smo vestni takrat, ko nam telefon javi, da je na 10 oziroma 20% energije. Če se navežem malo na delovne zahteve, ki sem jih omenila, torej visoka hitrost, kaj nasprotje temu? To, da se upočasnimo, to, da se ustavimo, to, da se umirimo, da si vzamemo čas za počitek. In to je nekaj, kar lahko naredimo doma. Na delovnem mestu se lahko za par minut odmaknemo od kaosa. In v naši raziskavi smo ugotovili, da tisti zaposleni, ki so se zmožni odklopiti od dela, to pomeni, da takrat, ko so doma, ne razmišljajo o službenih obveznostih, o problemih, ki jih imajo, da nanje tudi visoke delovne zahteve nimajo tako močnega negativnega učinka. Zdaj, še en sklop strategij je ta, da začenjamo postavljati meje med delovnim in zasebnim časom, kar je v bistvu lahko reči, pa težje izvesti v praksi. In tukaj so nam življenjski partnerji, partnerice, sopotniki, sopotnice lahko v veliko pomoč. Mogoče se takega eksperimenta lotimo skupaj, poskušamo udejanjiti različne strategije in potem preko pogovora vidimo, kaj v naši službi deluje in kaj deluje v službi partnerja. Kako pomemben dejavnik so ti odnosi v zasebnem življenju pri obremenjenosti? Partnerski odnosi so najprej bistvenega pomena za posameznikovo zdravje in za psihološko blagostanje. Po drugi strani pa odsevajo tudi naše odnose v resnici s sodelavci. In v naših podatkih iz časa pandemije se je pokazalo, da razpoloženje doma, ki je, če je pozitivno, ugodno vpliva na posameznikovo angažiranost za učenje, na občutek vitalnosti v službi. Drugi podatki kažejo, da pogovori med možem in ženo, med življenjskima sopotnikoma, recimo, ko se sprašujete o kakšnih izzivih v službi in prosite drug drugega za nasvet, kako jih rešiti, imajo enako ugodne učinke. Omenila bi pa še družino kot nek sistem, ki je pomemben dejavnik pri odločanju posameznika o tem, kam bo šla njegova kariera, v katero smer bo šla. Recimo, za primer vzemiva samo posameznikovo odločitev, da bo odšel delati v tujino, da bo postal za nekaj časa ekspatriiranec. Kako se tukaj kažejo razlike med spoloma? Ja, v bistvu vaši občutki nekako potrjujejo tisto, kar kažejo raziskave. Namreč ženskam se implicitno pripisuje večje konflikte med delom in družino.
in posledično to, da so manj zavzete pri delu, manj pripadne organizaciji. In kar je zanimivo je to, da se take visoke konflikte pripisuje tako ženskam, ki nimajo družine, nimajo življenjskega partnerja, nimajo otrok, nimajo majhnih otrok. Ne. Nadrejeni jih enostavno prepoznavajo kot manj primerne za napredovanje. Potem imamo recimo raziskave, ki kažejo, da moški na vodilnih položajih poročajo o tem, da imajo več konflikta med delom in družino v primerjavi z ženskami na primerljivih položajih. Ampak eno so znanstveni članki in raziskave, kjer operiramo s povprečji. Drugo so pa naše izkušnje, ki so zelo individualne. Recimo, najina poslušalka, ki je na začetku svoje kariere doživlja zanemarljiv konflikt med delom in družino, tudi zato, ker dela v podjetju, ker imajo politiko, da ob koncu delovnega dne zaprejo elektronski predal in ga ne odpirajo do naslednjega dne. Spet druga najina gledalka pa doživlja več konflikta med delom in družino, ker se je pred kratkim vrnila na delovno mesto po daljši odsotnosti, ob večerih dela za službo, hkrati pa s partnerjem še vzgaja majhnega otroka. Kar želim povedati je, da v bistvu tudi v podobnih okoliščinah imamo ljudje lahko različne zaznave o tem, koliko so naši konflikti med delom in zasebnim življenjem intenzivni. In menim, da se je potrebno zavedati morebitnih pristranskosti in pa ujetosti v stereotipe v povezavi s tem. Bi lahko rekli, da je torej omejevanje obremenjenosti zaposlenih ena od bistvenih komponent trajnostnih delovnih mest? Ja, tudi na to je treba paziti. Morda se najprej spomnimo na vse dobro, kar nam organizacija daje, torej na občutek skupnosti, na identiteto, na dobre sodelavce. Hkrati pa razmišljamo tudi o tem, kako lahko zmanjšujemo oziroma ne zmanjšujemo delovne zahteve, ampak ustvarjamo trajnostna delovna mesta. Kar želim povedati je, da prekomerne delovne zahteve niso optimalna strategija na dolgi rok in niso vzdržne. Zato imajo tukaj pomembno vlogo vodje, najprej s svojimi dejanji, torej s svojim zgledom, potem pa tudi s tem, da ustvarjajo neko pozitivno organizacijsko vzdušje, v katerem si zaposleni upa povedati in izpostaviti delovne zahteve, ki ga bremenijo, in tudi prositi za pomoč. Ljudje si v bistvu v organizaciji želijo biti cenjeni, a ne? In nedavno sem zasledila podatek, da eden od 4 zaposlenih v Sloveniji poroča, da ima na delovnem mestu težave s komunikacijo in sodelovanjem. Torej, mogoče tukaj začnemo iskati rešitve in najprej namenimo malo več pozornosti poslušanju drugega. Ne? Morda so rešitve že na dlani, pa jih je treba enostavno samo slišati. Mislim, da s sodelovanjem vodij in pa sodelavcev in medsebojnih poslušanjem lahko ustvarjamo trajnostna delovna mesta, ki bojo ustvarjala dodano vrednost, pa hkrati se bojo ljudje na njih dobro počutili. Najlepša hvala za ta pogovor. Z veseljem. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Spremljajte nas še naprej.